Kakšna je razlika, če se morate poštevanko zgolj naučiti ali če se jo morate učiti stoječ na desni nogi? Pozdravljeni v Evropskih stoječih novicah. Ste me kaj pogrešali? Ja, saj verjamem, da ste me, tudi jaz vas. No, zdaj pa si lahko nehamo lagati in preidemo k bistvu. Nedolgo nazaj sem vam povedala nekaj o tem, kako se sprejema evropska zakonodaja in kakšno vlogo imajo pri tem Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament. In tudi to, da lahko vsak izmed malo manj kot 450 milijonov Evropejcev sproži nov zakonodajni postopek tako, da zbere podpise vsaj milijon prebivalcev iz vsaj 7 različnih držav članic, posreduje peticijo Evropskemu parlamentu ali pridobi pozornost Evropskega parlamenta tako, da lobira pri posameznih poslancih. Omenili smo že, da cilje iz pogodb Evropske unije uresničujejo različni pravni akti, med katerimi so eni zavezujoči, drugi pa ne. A kakšna je razlika med njimi? Poznamo uredbe in regulative, ki so sicer oboje pravni akti, a med njimi so velike razlike. Uredbe v osnovi delujejo tako, kot zakoni na ravni države. Vlada reče, da se nekaj mora narediti. Na primer, ne smete več posedovati krokodila kot hišnega ljubljenčka. Ko je zakon sprejet, se ga morajo držati vsi znotraj meja države. Uredba torej velja za vse države članice in za vse ljudi, ki živijo znotraj teh meja. Uredbe prevladujejo nad obstoječimi državnimi zakoni. Primer je uredba o skupnih pravilih za uvoz izdelkov s poreklom iz tretjih držav, ki je stopila v veljavo marca 2015. Uredba se v skladu s principom subsidiarnosti uporabi le takrat, ko direktiva ne bi bila učinkovita. Primer uredbe v domačem okolju bi bil: naučiti se moraš poštevanko in to tako, da se učiš vsak dan 2 uri, ter pri tem stojiš na desni nogi, z levo roko pa se praskaš po desnem ušesu. Direktiva prav tako pove, kako mora biti, a za razliko od uredbe ne poda točne poti, kako naj se ta cilj doseže. Tako lahko vsaka država sama sprejme svoje predpise o tem, kako bo ta cilj dosegla. Države imajo, ko gre za direktive, veliko prostora, v katerem same izberejo svojo pot. Primer direktive v domačem okolju bi bil: naučiti se moraš poštevanko. Takšna je bila na primer direktiva o varstvu podatkov iz leta 2015. To direktivo je vsaka država članica razumela nekako po svoje. Ponekod so bili predpisi zelo strogi, drugje pa precej ohlapni. Ker torej direktiva ni dosegla željenega cilja, je sledila uredba. Splošna uredba o varstvu podatkov je stopila v veljavo leta 2016, da bi zagotovila, da so za vse Evropejce v veljavi isti predpisi o varstvu podatkov, ne glede na to, v kateri državi članici živimo. Tako direktive kot uredbe se sprejemajo s sodelovanjem Evropske komisije, Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta. Poleg uredb in direktiv poznamo še sklepe, priporočila in mnenja, a o tem več prihodnjič. Za danes pa le še to priporočilo. Lepo se imejte in pazite nase.